Lep pozdrav, poslušalke in poslušalci. Dobrodošli v podkastu Gospodarske zbornice Slovenije, Poslovni nasveti. Z nami je danes gost, fizik, podjetnik, predvsem pa soustanovitelj in direktor enega najbolj prepoznavnih slovenskih visokotehnoloških podjetij, ki sodeluje pri nekaterih najzahtevnejših znanstvenih, energetskih in medicinskih projektih na svetu. Sodeluje od CERN-a do ITER-ja, do sistemov za zdravljenje raka. Torej, z nami je direktor podjetja Kozilab, dr. Mark Pleško. Mark, lepo pozdravljeni v našem studiu. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Z veseljem. Naj uvodoma povem še, da ste prejeli tudi naziv lansko leto Slovenski podjetnik leta, in predtem pa tudi nagrado, sicer leta 2017, Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Torej, čestitke tudi za to. Mark, mislim, da podjetja Kozilab ni treba posebej predstavljati slovenski javnosti. Visokotehnološko podjetje, razvijate napredno programsko opremo, pa tudi krmilne sisteme, torej v različnih panogah, kot sem rekel, od energetskih do medicinskih naprav, do pospeševalnikov delcev, fuzijskih reaktorjev. Skratka, prisotni ste marsikje v zelo zahtevnih, bom rekel, tehnološko zahtevnih okoljih. Pa vseeno morda za začetek nekaj številk. Na koliko trgih ste prisotni, koliko imate zaposlenih, kako je s prihodki? Zdaj, kar se tiče trgov, je tako težko reči. Mi smo že od ustanovitve globalno podjetje, pa ne zato, ker smo tako grozno dobri, ampak zato, ker smo v taki niši, ki je po naravi globalna. Mi se ukvarjamo z znanstvenimi projekti, znanost pa veste, nima meja. Tako da ni zdaj to, da bi pa zdaj bili na enem trgu, potem pa delamo plane, kako je na naslednji trg. Ponovadi se srečujemo s temi znanstveniki na konferencah, ki so mednarodne, in tam pač pridejo vsi, ki hoče se s tem ukvarjati. Tako da bi rekel, naši trgi so predvsem tisti trgi, predvsem bolj razvite države, a pa vsaj toliko razvite države, da imajo svoje lastne znanstvene, velike znanstvene projekte. Koliko imate v zaposlenih? Zaposlenih je okoli 250. Prihodki? Plus minus. Prihodki je to med 20 pa 30 milijonov, kolikor kdaj, seveda hočemo rasti, ampak evo, tu nekje smo zdaj. No, pred kratkim smo lahko brali, da ste dosegli izjemen dosežek v sodelovanju z eno najboljših klinik na svetu, kliniko Mayo. Ste razvili prvi lastni klinični produkt, imenovan Plan One, Tako je. Ki že ima odobritev tudi ameriške agencije FDA. Nam lahko na kratko poveste, pravzaprav, za kakšen produkt gre in kako bo olajšal pacientom zdravljenje raka? Začel bom z zdravljenjem raka. Rak se zdravi v glavnem na 3 načine, jih je še več, ampak 3 glavni so kirurgija, torej če se ga izreže, to je najbolj enostavno. Drugo je kemoterapija, torej zastrupimo človeka in telo, pa upamo, da človek ravno še preživi, rak pa ravno umre. Zdaj, lahko pa zastrupljamo ne s kemijo, ampak z radioaktivnim sevanjem. To deluje podobno, to veste, radioaktivnost je nevarna. Prednost tega radioaktivnega sevanja, ki se mu reče radioterapija, je pa ta, da se lahko usmeri. Torej, pri kemoterapiji dobi celo telo strup, pri radioterapiji se pa usmeri v določen del telesa, točno tam, kjer je rak. Zdaj pa se stvar lahko še majčkeno bolj optimira, da se izračuna pod kakšnim kotom, za koliko časa je treba obsevati, a pa več obsevanj pod različnimi koti, in zato rabite se en zelo, zelo kompliciran program. No in to smo mi, to je ta Plan One. Plan One je neke vrste CAD, torej dizajnerski program za zdravnika, ki dobi tridimenzionalno sliko pacienta, torej MRI ali pa CT ali pa PET sliko, potem to sliko vrti, gleda, označi, kje so zdravi organi, ki se jih ne sme zadeti, recimo, če bi zadel hrbtenjačo ali pa srce, bi bilo nevarno, in kje rak je, ki ga pa treba zadeti, pa koliko zadeti. No in ta program potem to vse zračuna z relativno kompleksnimi, niso samo formule, ampak prav fizikalne metode. Ena se reče Monte Carlo, to vem, da se računa mnogo delcev, enega po enega, in se mu sledi skozi telo, kaj naredi. In kaj bodo imeli pacienti, recimo, kaj bo izboljšalo pri pacientih, kar se tiče samega zdravljenja raka? Zdaj, taki programi že obstajajo, tako da tem se reče Treatment Planning System, sistem za načrtovanje
zdravljenja, ne. Naš je pa posebej dober za novo vrsto zdravljenja, ne z gama žarki, niti ne s protoni, protonska terapija, ampak z ogljikovimi ioni. To so pa še težji delci, kjer je pa še bolj pomembno znanje fizike in to računanje je bolj obsežno. No in tukaj smo v sodelovanju z Mayo kliniko razvili en poseben model, ki je verjetno najboljši na svetu za izračun, kako se zdravi raka, prav z ogljikovimi ioni. Pa bo takšna rešitev oziroma ta program s tovrstnim zdravljenjem na voljo tudi v Sloveniji? Mislim, se ga lahko pritegnem pogledati. Ne? No, mislim, absolutno, ampak da bodo pacienti prišli do njega. Ne? Zdaj, prvič, naš program v tem trenutku je optimiran za ogljikove ione, mogoče pa kasneje tudi za protone. Torej, za nabite delce takega sistema zdravljenja v Sloveniji še nimamo. Seveda bi pa, če bi to imeli, komot lahko to uporabljali v Sloveniji. No, s tem uspehom ste se dejansko prebili od proizvajalcev produktov oziroma od dobaviteljev med ustvarjalce. Pravzaprav imate lasten produkt, kot bi rekli pri Umarju, to je tisto, kar bi morali dejansko narediti s slovenskim gospodarstvom. Kaj to pomeni, recimo, takšen preboj za Kozilab? Ja, že 15 let se pravzaprav trudimo. Začeli smo s storitvami, ker je to najlažje, najmanj rizika. Torej, tako bi rekel, če poznate ta model hlapec pa gospodar, mi v Sloveniji šimfamo, da je hlapčevstvo slabo, ampak ni, to je samo pač biznis model. Biznis model hlapca je to, sem priden, mlad, zagnan, močan, pripravljen delati, a imate delo za mene, ga naredim, mi plačate, hlapcem so dali za jesti pa za spat, mi pa zdaj nam plačajo po uri. Princip gospodarja pa ta, da vnaprej premisli, koliko bo treba posejati, kako bo pa treba požeti to in koliko spraviti v kašče in koliko tega prodati. No in to je v bistvu ta prehod. Začeli smo kot hlapci, delamo, pametno, smo dobro plačani, ampak še zmeraj pač delamo. A pa tako kot gradbeništvo. V gradbeništvu imate projekt, ga naredite, zaslužite in rabite naslednji projekt. Naše gradbene podjetja so propadla ravno zaradi tega, ko je bila gospodarska kriza, je zmanjkalo dela, oni so imeli kredite, ker so vrteli te kredite, in ko tega ni bilo več, so propadli. Medtem ko podjetja, ki so imeli svoje produkte, se zmanjša število kupcev, ampak še zmeraj so stabilne. Tako da mi smo se 15 let matrali, da bi razvili produkte. Začeli smo s produkti za druge podjetje, torej B2B, no, zdaj pa prvi tak produkt, kjer v bistvu dejansko ni še B2C, ker prodajamo bolnicam, ampak število strank zdaj je prej bilo 5 ali pa 10, zdaj jih je pa na tisoče. Tako, zdaj imate lasten produkt, pa bova več o tem, bom rekel, tem prehodu od dobavitelja do ustvarjalca še malce kasneje se dotaknila. Kot ste prej rekli, Mark, Kozilab posluje globalno in verjetno je zaradi narave svojega dela, tudi zato, ker ste vpeti v te globalne, bom rekel, verige, verjetno tudi zelo hitro občutite spremembe v globalnem okolju. Danes vidimo, kaj se dogaja, geopolitične napetosti, imamo trgovinske spore, vse več je nekih negotovosti tudi pri poslovanju. Kako se to konkretno recimo pozna pri vašem poslu? Zdaj mi imamo srečo, ker znanost je še relativno bolj odprta, čeprav tudi ne več, recimo tiste kritične znanosti, kot umetna inteligenca, pa kvantni računalniki, se zdaj počasi zapirajo trgi, plus na software ni carin, tako da mi nismo bili prizadeti v teh carin. Čutimo pa, recimo posebej Kitajska, pa mogoče niti ne zaradi geopolitike, ampak enostavno zaradi stopnje razvitosti, pa števila ljudi, ki jih tam je. Kitajska pa želi sama delati. In je logično, če bo nek kitajski proizvajalec nekaj sam razvil, bo imel boljši položaj prodajati na kitajskem trgu. Medtem, ko bi rekel, ta del trga, Amerika, pa zdaj Združeno kraljestvo, ki ni več Evropska unija, pa Evropska unija še zmeraj se mi zdi ni čutiti teh barijer, kot jih beremo v časopisu. No, Japonska pa recimo, kjer pa nimamo trgovinskih barijer takih, so pa vsem kulturne barijere. Tako da se izkaže, da še zmeraj, za nas vsaj v tem trenutku, kulturne barijere so močnejše kot geopolitične. Recimo, kaj je danes za globalno tehnološko podjetje v Sloveniji največje tveganje? Rekli ste, v vašem primeru je geopolitika ali pa ta trenja so nekoliko manjša, ker delujete na področju znanosti. Ampak je to, se mi zdi, generalno tveganja so večja pač v geopolitiki ali v domačem okolju, regulativi, pridobivanje kadrov morda tudi? Ne boste verjeli, največje tveganje je bilo in še vedno je mindset, miselnost. Slovenci smo pač
po naravi majhen narod, preživeli smo zato, ker smo bili tih, pa smo se potuhali, ne, in nekako nimamo te ameriške kulture, ne, Američani si predstavljate, vse znamo, vse vemo, ni problema, ne. Tako da to na Slovence najbolj ovira, ne. Mi bi se mogli enostavno več upati in se veste, tisti Slovenci, ki se upajo, so potem tudi uspešni, ne. Se Evropa, Mark, po vašem mnenju odziva dovolj hitro? Slovensko gospodarstvo je neobhodno vpeto seveda v dogajanje na evropskem trgu, delimo usodo evropskega gospodarstva, tako v dobrih časih, kot seveda tudi takrat, kot vidimo sedaj, ko evropsko gospodarstvo nekako stagnira, išče svojo, bi rekel, svoj prostor na tem planetu. Se vam zdi, da se dovolj hitro odzivamo z ukrepi in z spodbujanjem pravih, bom rekel, vidikov delovanja gospodarstva? Vemo, da pač tehnološko zaostajamo, bom rekel, in za ZDA, Kitajsko, ne, močno nas prehitevajo. Kako vidite to? Gotovo se Evropa ne odziva dovolj hitro, ampak to je za nalašč, ker celotna struktura, dizajn Evrope je ta, da se počasi odločimo. Iz izkušenj, bi rekel, ne samo druge svetovne vojne, ampak cele evropske zgodovine, smo vzpostavili sistem Evropske unije tak, da nekako duši katerekoli hitre spremembe, ki bi lahko privedle do kakšnih katastrof ali pa slabih odnosov, ne. Tako da to je bilo dobro, da je branil mir. Zdaj, ki je treba biti pa agilen, pa ta sistem ne deluje. Vi morate misliti, zdaj lahko šimfamo Ursula von der Leyen, ne, ampak ona nima neke hude odločitvene moči, ne. Ta glavne odločitve sprejema svet evropski, ne, kjer so pa spet države, tukaj pa politika, ne. Zdaj tako kot časih Jugoslavije, ne, v bistvu bi mi Jugoslovani lahko učili Evropsko unijo. Imamo izkušnje še z drugega obdobja. Prej se rekla, da Kozilab deluje globalno v različnih, rekel, od znanosti, medicini, energetiki, ne, digitalnih tehnologijah. Kateri trendi bodo po vašem mnenju najbolj dejansko zaznamovali naslednje desetletje? Kje pričakujete morda tudi največje preboje, ne si bo to v medicini, fuzijski energiji, kvantnih tehnologijah? Ja, lejte, trendno podvati zmeram, ne. Nehvaležno, seveda. Oziroma, hvaležno so ljudje, ki vsako leto napovedujejo neko drugo krizo, ki se potem sicer razgodi, ampak imajo že neko novo v rezervi, ne. Tako da jaz bi rekel gotov, če ne bo prišlo do kakšnih večjih konfliktov, kar je sicer tudi možno, ne, v tem primeru lahko tudi se kaj hujšega zgodi, ne, ampak jaz bi rekel, gotov tehnologija je v tem trenutku tista nova tehnologija, ne, ki poganja razvoje in seveda umetna inteligenca zagotovo, ne, digitalizacija na vseh področjih, v vseh porah, ne. Zelo veliko se zdaj govori o tem physical AI, če poznate, ne, fizična umetna inteligenca, torej pomeni roboti, ki jih vodi umetna inteligenca. In to bo res velik preskok, ne, ker umetna inteligenca, nam nadomesti mogoče razmišljanje delno, ne, ampak v trenutku, ko bo pa vse avtonomno, ne, avtonomni avtomobili, avtonomni frižider, ne, seveda bo pa čist druga dimenzija delovanja človeka, ne. Potem pa kvantne tehnologije, ne. Kvantni računalniki, to veste, da ko bojo delovali kvantni računalniki, bo vsa trenutna kriptoinfrastruktura ranljiva v sekundi. Torej, vse bančne transakcije, vaš bančni račun, kripto denar in tako naprej, ne, se bo dal v trenutku odpreti in okrasti. Torej, bo treba predtem spremeniti način enkripcije, ne. Mogoče celo že nekatere, bi rekel, države v tajnosti take računalnike imajo in uporabljajo to za prisluškovanje, seveda pa tega ne bojo povedali v javnosti, ne. Tako da ta del, ne, in sploh nanotehnologija, ne, torej uporaba kvantnosti v komunikaciji, v marsičem, že sam tranzistor je kvantna naprava in vidite, kakšno revolucijo naredil tranzistor, ne. No, pa biotehnologija seveda, ne, torej modificiranje do nivoja celice, spet, vse to nanotehnologija nekje vrsta, ne, da znamo premikati posamezne molekule in atome in z njimi spet spreminjati. No, omenili ste torej biotehnologijo, na drugi strani pa umetno inteligenco, ne, torej izrazito tehnološki preboj, ne, če tako rečemo. Kje pa vidite največja tveganja, recimo, prav z vidika umetne inteligence in tega, kar ste zdaj omenili, ne, kjer bodo vsekakor neki preboji in priložnosti? Tveganje, da to narobe uporabimo, ne. Če gledate, prav človek je odkril ogenj, a pa ga začel uporabljati, ne,
za dobro, hkrati je pa tudi kdaj kakšna vas pogorela. Ne? In zdaj edina razlika je ta, da takrat je ena vas gorela, ta druga pa ni. Ne? Zdaj pa v bistvu imamo tako tehnologijo, da bi lahko uničili svet, ali z atomsko vojno, ne? Ali pa da umetna inteligenca. Pa ni treba, da umetna inteligenca zavlada svetu. Ne? Dovolj je, da zaradi ene napake umetna inteligenca ugasne vse komunikacijske sisteme. Elektrika, telefon, ne? Mislim, voda, vodovod vam ne bo več delal, če bo karkoli narobe. Ne? Se mi zdi, da obstaja ta bojazen, da bi umetna inteligenca enkrat, bom rekel, premagala človeka in začela upravljati mimo človekovih želja in namer? Mislim, nevarnost gotovo je, ne? Zdaj vprašanje je, koliko je velika nevarnost, pa kakšne posledice bi bile. Ne? Gotovo ne bilo tako, kot v science fiction filmih, ne? Ampak še enkrat, ne? V trenutku, ko recimo samo vozeči avtomobili, vi daste avtomobilu kontrolo, da vozi. Ne? In potem ta avto se na robu odloči in naredi nesrečo in vas ubije. A boste rekli, da je umetna inteligenca vas premagala? Ne, ne boste rekli, ne? Ampak umetna inteligenca je povzročila nesrečo. Ne? Spet, jaz se strinjam z Elonom Muskom, ne? Že danes, pa kolikor je slaba umetna inteligenca, ne? Če bi samo vsi avti bili samo vozeči, bi bilo še zmeraj veliko nesreč, ampak manj, kot jih povzroči človek. Ne? Tako da spet, mogoče je zelo dobro, da umetna inteligenca prevlada, pa da nas malo miri, ne? Da nam dela neumnosti. Tako. Kje v podjetju Kozela pa največ zdaj uporabljate umetno inteligenco? Kako, pri katerih procesih? Ja, na dva načina. Eno kot orodje, ne? Recimo naši programerji, tudi večina programerjev že uporablja, ne? Umetno inteligenco za pisanje programov, potem rečemo v marketingu, za kakšne tekste, komunikacije, ne? Jaz če kakšen PowerPoint naredim, ne? Pač dam 3 točke, pa mi naredi, pa mi pa se ni všeč, pa moram na roko popraviti. Ampak si olajšam delo, ne? Finance, da zberemo podatke, pa naredimo en lep Excel na mesto en grd Excel, ki smo ga včasih delali. Uporabljam pa tudi ne samo te jezikovne modele, ne, ampak čist klasično umetno inteligenco že dalj časa, machine learning, ne, za račune, ne, z naše stranke, če treba obdelovati kakšne podatke, smo to že dalj časa uporabljali. Verjetno je to eden od večjih izzivov zdaj za vsa podjetja, ne? Kako uvajati dejansko umetno inteligenco v procese in tudi na nek način zaposlene, ki pravzaprav so že izdelani kadri, so strokovnjaki na svojih področjih, pravzaprav umetna inteligenca zdaj zahteva ponovno dobesedno učenje na vseh nivojih, ne? Nekih novih programov, nove načine uporabe, nekih novih orodij. Kako ste se tega pri vas lotili? Verjetno morda si predstavljam, da je bilo nekoliko lažje, ker ste kljub samo visokotehnološko podjetje, pa vendarle. Torej, tako, na umetno inteligenco je treba gledati tako kot na katerokoli novo tehnologijo. Ko je prišel internet, ne, eni so ga takoj uporabljali, eni so ga kasneje uporabljali, ne, ali pa ne, ko je prišel ven Word, ali pa ko je prišel Excel, ne, eni so še zmeraj raje s kalkulatorjem računali, eni so pa že Excel uporabljali in so bili boljši. Ne. Zdaj, eni so uporabljali Excel zato, da so več naredili, eni so pa zato uporabljali, da so eni uri šiht naredili, pa so pa cajtnega brali. Ne? In zdaj isto, v bistvu. Tako treba gledati umetno inteligenco. Ne kot nekaj dramatično drugačnega, ampak kot neko novo orodje, ne? Ki ima svoje specifike, ki se ga treba naučiti uporabljati, niti ni težko, ne? Ampak pač, tako kot vsaka stvar, moraš razviti občutek, kako to rabi pameten uporabljati. Ne? Zdaj spet eni so bolj za to, eni mi to bolj všeč, eni bi znali pa nočejo. Tako, cel spekter ljudi najdemo v naši firmi. Ne? Eni pravijo, da je to vse skupaj brez veze, ne? Ali pa eni pravijo, jaz že ne bom, ali pa pač eni zaradi osebnih podatkov, jaz pa ne bom dal mojih podatkov. Tako pač cel spekter ljudi imamo, tako kot katerakoli firma. Ne? Dejstvo je pa tako, kot pri vsaki novi tehnologiji. Tisti, ki zna to novo tehnologijo pametno uporabljati, bo s tem dobil neko kompetitivno prednost, vsaj za toliko časa, dokler ne bojo vsi ostali dohiteli tega človeka. Ne? Pa še takrat, ko so furmani vozili banane iz Trsta, pa ribe iz Trsta na Dunaj, tisti, ki je imel avto, je bil pač boljši in hitrejši. Ne? Zdaj ga imajo pa vsi, pa ni več problem. Ne? Tako, torej je to tudi priložnost za Slovenijo in za Slovenijo. Absolutno. In pravzaprav nuja, ne, danes. In nuja in ti znameniti rek, se mi zdi, je resen. Ne bo umetna inteligenca zavladala človeku, ne, ali pa premagala človeka, ampak človek z umetno inteligenco bo premagal človeka brez. Ker je to pač eno orodje več, ne, ki ti pomaga, da si boljši. Bolj učinkovit, rečemo. Kozela je zrastel iz slovenskega znanja, ne, in ostali ste v Sloveniji. Zakaj? A zakaj ste pa vi ostali v Sloveniji?
No, dobro vprašanje. Mislim, Slovenija je čisto v redu dežela, oziroma enkrat sem videl tak luškan, think global, drink local, reklama za pivo. Jaz pa isto rečem, work global, live local. Slovenija je lepa dežela za živeti, bi rekel, infrastruktura v redu, šolstvo je v redu, jaz imam 2 otroka, sta hodila in to v vaško osnovno šolo, pa nista tukaj nekje hude šole študirala, pa sta dobro izobražena, lahko tekmujete tudi globalno v svetu, kvalitete življenja, če bomo zdravstvo malo popravili, tudi ne bi škodovali, ampak še zmeraj je relativno v redu vse. Naše stranke se bojijo, ko se je v tujini, tako da tudi, če bi se mi preselili recimo v München, bi imeli tam eno stranko, ampak bi še zmeraj mogli leteti v Ameriko. Edino, ker bi prišparali, bi en let, torej ni več treba Ljubljana, München, San Francisco, ampak bi letel direkt München, San Francisco. Drugače pa jaz premikati, sej. Pa še lažje sem klepal lahko jamram, ali kaj. Če bi bil v Ameriki, pa ne bi mogel več jamrati. To je res, to je tudi ena značilnost slovenskega okolja. Pa vendarle ne, tudi jaz sem imel možnost iti v tujino tam študirati, delati in sem se vrnil nazaj, ravno zaradi teh razlogov, ki ste jih omenili. Zagotovo je kakovost življenja tukaj izjemno visoka. Tako da, pa vendarle, ko primerjate recimo Slovenijo z državami, kjer poslujete, kaj bi ocenili, da pri nas deluje recimo dobro, kje pa izgubljamo konkurenčnost in bi potrebovali, prej ste lepo začeli najmen pogovor, drugačen mindset. No sej, po moje kle, torej, par stvari, če gledate države, kjer so, rečemo, zdaj malo stereotipiziram, ampak države, ki so imele tradicionalno kapitalizem dolgo časa, pa rečemo tržno gospodarstvo, ker nočem, da zdaj to postane ideološko, pa imele velike sisteme, so se ljudje navadili menedžirati, organizirati in se to znanje širi naprej. Mi Slovenci smo bili najboljši v Jugoslaviji. Smo imeli najboljšo tehnologijo, najboljši menedžeri, ki so bili dobri menedžeri za sistem, v katerem smo bili, ki je bil pol tržni, pol netržni. In zdaj, seveda, ko smo prišli v tržno gospodarstvo, smo se mogli pač par stvari na novo naučiti, potem veliko starih sistemov dejansko je izginilo in se to znanje ni preneslo naprej, in tukaj nam manjka. Recimo, mi čutimo v naši firmi, nam manjkajo izkušeni profesionalni menedžeri, pa ne za neki menedžeri kratko, ampak ljudje, ki so en sistem skozi dal, ki so eno branžo skozi dal, in tukaj se pač učimo. Se vidite, tiste firme, ki so ostale, Krka, Lek, zdaj Novartis, tam očitno ta menedžment se je ohranil in zato so še zdaj uspešni, ali pa še kakšne druge, avtomobilska industrija in tako naprej. Tako da to nam manjka. Jaz bi rekel, kar se tiče izobraževanja, smo dobri v Sloveniji, manjka po moje pa digitalna pismenost na vseh ozirih. Pa to pa zdaj ni nekaj za nazaj, ker tudi za nazaj to ni bilo, ampak včasih smo mi bili kar napredni, kar se tiče računalništva. Še v Jugoslaviji, Iskra, Delta in tako naprej. Zdaj pa niti v osnovni šoli nima, pa zdaj bomo počasi dobili nek mini predmet. Ja, 1 uro na teden. 28, v 7. razred se mi zdi, da. Ja, do zdaj pa to izbirni predmet ali klekljanje ali pa računalništvo. Pa nič proti klekljanju, otroci se tudi ne klekljajo učiti, ampak bi rekel, digitalizacija je treba znati. In iz tega sledi marsikaj, mi ne znamo organizirati velikih sistemov, ker imamo premalo velikih sistemov. Ne imamo par velikih sistemov, ampak mislim, da največji delodajalci je indijska pošta ali kitajska vojska, to imajo milijon ljudi zaposlenih. Naša največja firma pa koliko, Mercator 13,000 ali ne vem koliko je Kitajska. Tako da logično je, da nam manjka to znanje. Nekaj posledica majhnosti, ker nikoli ne bomo veliki. Kar lahko naredimo pa to, da poskusimo naše menedžere, ki so uspeli v tujini v velikih sistemih in se tam naučili, da jih prvamo, da jih pripeljemo nazaj. Vsaj v določenem trenutku, ko že imajo te izkušnje, in potem poskušamo neki večji sistem postavljati. Ker sej, super, Slovenija ima veliko mehkega gospodarstva in tudi recimo v Nemčiji, ta Mittelstand, mehko gospodarstvo je ustvarjalec dolnih delovnih mest in to je vse res, ampak vi rabite kompletni ekosistem. Vi rabite par velikih firm, ki so dobro organizirane in potem imate verigo vrednost, ki je čim bolj domača, in še ekosistem znanja ljudi, ki krožijo iz velikih sistemov v majhne sisteme. Potem se pa novi startupi delajo, pa startup neko novo idejo naredi, potem pa dobi enega menedžerja, ki ima že izkušnje. In tudi dobaviteljske verige. Vse to. In vse, klele 30-35 let tržen gospodarstva,
nismo še tam. Malo nam še manjka. Recimo farmacija, biotehnologija je ena tako panoga, kjer se je ta ekosistem lepo oblikoval, ne? In imamo več tudi globalnih podjetij, če tako gledamo. Tako, ne? In hkrati se zdaj okrog organizira in vzpostavlja neki ekosistem od startupov do dobaviteljev. Ne? Ja, in tudi naši menedžeri so uspešni v tujini, ker ima izkušnje, ker je nekaj znane prodil. Tako da, tako. Ampak to prije časno, to ne mora zdaj z eno vlado pa z enim dekretom spremeniti. Absolutno. Nekaj so tudi izkušnje, da država mora tudi dozoreti, da to spone in pace skozi, kot je v življenju. Kako ocenjujete, malo sva se že dotaknila, slovenskega poslovnega okolja, skozi prizmo recimo vašega podjetja? Kje se vam zdi, da ima slovensko gospodarstvo največje izzive in kje bi morali narediti nek premik naprej? Zdaj videli smo poročilo Umarja, ki zelo jasno, tokrat celo menda prvič, zelo jasno opozarja, živimo kakovostno, vendar če želimo tako živeti tudi v naslednjem desetletju in več, moramo spremeniti model razvoja države in s tem tudi gospodarstva. Zelo poudarja to, kar so že prej rekla, da moramo preiti od dobaviteljev bolj med proizvajalce končnih produktov in s tem povečati dodano vrednost. Ampak za to potrebujemo seveda tudi ustrezno poslovno okolje. Kje vidite največje izzive? Meni Peter Vostar hodzi okoli, pa v bistvu, kako bi rekel, evangelizira ta princip. In meni všeč, on reče tako, je naloga za državo, ampak je tudi naloga za gospodarstvo. Mi moramo skupaj to narediti. Nima smisla zdaj šimfati, a so davki 5% gor ali dol. Jaz mislim, da mi rabimo tako bolj večjo ambicioznost. Država mora biti bolj ambiciozna, da se reče, mi bi radi, da bo Slovenija bogatejša in več imela, potem bomo lahko tudi več delili, in dajmo pomisliti, kakšno okolje država lahko določa. Ampak to je samo, bi rekel, to so pravila igre. Na koncu pri rokometu sodnik ne bo spremenil poteka igre, so nogometaši. In isto gospodarstvo mora tudi biti bolj ambiciozno. Jaz tako pravim, Slovenija ima tam nekih 700,000 zaposlenih ali 800,000 delovnih v gospodarstvu. Nekaj takega, koliko jih je. To pomeni, mi bi rabili samo 700 podjetnikov, ki ima vsak naredi firmo s po 1000 zaposlenih. 700 startupov, ki bo potem toliko uspešni, 700 pa ni toliko veliko, od 2 milijona Slovencev. In 700 teh pogumnih, brihtnih, uspešnih, takih, ki se znajo, da ljudi rabo, da res naredijo neko orang firmo in potem ljudi zaposlijo. In ta firma je tako uspešna, da ima tudi veliko dodano vrednost, da potem teh 1000 ljudi ima tudi dobro plačo, potem bomo imeli vsi, ker bo pol 700 krat 1000 pa 700,000. V to smer moramo iti. No in tukaj mogoče, seveda, cela infrastruktura, od osnovne šole, vrtca, da se uči, bodite podjetniki, a pa lahko je biti podjetnik, dajte premisliti, da jim damo tudi tehnološko znanje, ker tam so velike dodane vrednosti. Potem pa, saj mislim, da ne bomo šimfali država. Jaz mislim, da država se trudi, imamo recimo SPS v Mariboru, podjetniški sklad, ki kar stimulira podjetnike. Ministrstvo za gospodarstvo tudi daje relativno veliko subvencij. Pa se tudi sprašujemo, so to sploh smiselne subvencije, ki je celo preveč, ker kaj se pa zgodi? Imate firme, ki poslovni model je pridobivanje subvencij. Jaz poznam par firm, 50% prihodkov dobijo iz evropskih sredstev, pa se na ta razpis prijavijo, pa na razpis, to pa tudi nočemo. Zdaj, kako to doseči? Jaz mislim, da najbolj važno je, da razmišljamo, kako biti ciljno usmerjeni v rezultat. Ne toliko v aktivnosti, in to je zdaj problem. Lažje je subvencionirati aktivnost. Dajte subvencionirati rezultate. Če bi imeli možnost spremeniti 2 ali 3 ukrepe narediti v, bom rekel, našem poslovnem ekosistemu, kaj bi spremenili? Ne bi se niti tikal davkov, to je tako, zdaj, če jih povešaš, so eni žaljeni, če jih znižaš, so pa drugi žaljeni. Jaz bi se potrudil narediti blagovno znamko, ne blagovno znamko, brand Slovenija, Made in Slovenija. Če pogledate, imate nalepko, švicarski križ, ima navaden SP iz najbolj zakotne vasi v Švici, ki ima tudi zakotne vasi, tako kot mi spodnja, a pa zgornja Duplica, tam nekje, v enih hribih, na popa gor tisti križ, pa prodaja Made in Switzerland. In lahko za to 10-20% večjo ceno doseže. Če bi mi to naredili, to bi, pa dajmo raj tiste milijarde preko parih let vložiti, ampak ne za tisti I love Slovenija, ker to je tako malo
Fil Slovenije imamo zelo močen brand. Fil Slovenija, ja, ampak to je bolj turistično, ne? Ali pa Slovenija, moja dežela, to je bila takrat bolj politična brand, ne proti 90, Jugoslaviji in tako naprej. Ne, prav, da se tujci zavedajo, ne, da se mi Slovenci, da smo ponosni na Dončića pa na naše nogometaše, to ni važno, ne, ampak da tujci, tako kot zdaj tujci že govorijo o Estoniji. A je tako? Estonci, ti so pa digitalni, če prije neka firma iz Estonije, mi imamo pa nek AI software, ok, Estonci, vi ste, ja, verjetno bo v redu, ker ste Estonci, ne. Evo, to bi naredil, ne. Ves denar, trud bi uložil v to. V gradnjo blagovne znamke. Ja, ker to največja, veste kaj je produktivnost? Mi pravimo, da moramo povečati produktivnost. Produktivnost samo to pomeni, da več zaslužiš na enoto dela, ne. Več pa zaslužiš tako, če imaš boljše stroje, ne, pa več proizvajaš, ali pa če dražji prodaš. No in z dobro blagovno znamko lahko dražji prodaš, ne. A je tako? Absolutno. In kje se vam zdi, da bi bila ta konkurenčna prednost pred ostalimi državami? Omenili ste Švico, ne, vemo, natančen si kot Švica, ne, Švica ima izjemno visoko kakovost. Kje je bil asset Slovenije? A smo Slovenci natančni? Kaj nam pa manjka? Daj pa povejte, v čem smo mi Slovenci, objektivno, ne zdaj brand, slabši od Švicarjev, ne? Smo pridni, smo delovni, smo relativno natančni, ne? A je tako? Zanesljivi? Proizvajamo visoko kakovost, ne? Visoko kakovost, ne? Pošteni, tudi zelo važen, ne? Tako, držimo besedo, če se le da, ne? Z izjemami, seveda zmerno so izjeme, ne? Tako da mi bi po moje se lahko šlepali na švicarski, bi rekli, ej, mi smo pa Švicari, vse smo toliko časa hoteli biti druga Švica, ne? Mi smo alpski narod, ne? Tako, govorimo o brendu, ne? Mi moramo samo to, kar že delamo dobro, znati javno povedati in skomunicirati, ne? Za Melanijo marsikateri Američan ne ve, da je Slovenka. Mislim, po glasu vejo, da je neka Slovanka, ne? Ampak to je blamaža čista, ne? To so Srbi rekli, vi Slovenci ste res amateri, če bi bila ona Srbkina, bi bila zdaj že srbska zastava pred Belo hišo. Res je, ne? Verjetno se ne znamo pohvaliti. Tako. Skratka, ampak to je res graditev brenda, ne? Graditev brenda. To ni tisto, da zdaj malo oglašujemo pa tako naprej, ne? Tukaj treba dati milijardo noter v to, ne? Treba najeti najboljše mednarodne marketinške agencije. Ne kle mi neko, ne, tudi ne moramo pričakovati od Spirita ali pa nekoga od turistične agencije in tako naprej, da to delajo, ne. To mora biti mega profesionalci, ki potem, ne, tudi povejo predsedniku vlade pa predsednici države, kaj morata reči, ne, da se bo dobro slišali, ne. Torej nekaj podobnega ste tudi lani dejali na vrhu, ne, slovenskega gospodarstva. Ja, to je moja, bi rekel, mantra. Tako je. Ja, poziv, ne, se morda se pa uresniči v prihodnjih letih. Skratka, na vrhu ste, ko smo predstavili program Made in Slovenija, ne, torej gospodarski program GZS, ki je nastal skupaj z vami, gospodarstveniki, ne, in v katerem smo opredelili več kot 80 ukrepov, ki bi bilo potrebno na nek način slediti, da bi izboljšali celostno ta ekosistem. Takrat ste dejali, da je program dober, ampak da bo sedaj pomembna izvedba na ravni države. Ne? In nujnost, da vlada operacionalizira nek tak program razvoja gospodarstva po ministrstvih in da ga dosledno izvaja. Še to sem rekel, se mogoče bo sluhal, ampak jaz sem rekel, da zahtevam, da vse stranke, ki bojo prišle v parlament, a pa ki hoče priti v parlament, da se naprej zmenijo, da se bojo držali en, mogoče ne cel program, ampak da se skupaj zmenijo, to hočemo mi v Sloveniji v naslednjih 20 letih. Naj bo lev, naj bo desen, zgornji, spodnji, zad, spred, ne. To moramo imeti kot Slovenci. Ne. Pa se pa lahko kregajo o detaljih. Ne. Torej potrebujemo na nek način nek družbeni konsens, ne, kam želimo iti naslednjih 20 let, potem, kar smo uspeli. Ne. Lahko rečemo, da smo kot država zelo bili uspešni. Ne. Pa vendarle zdaj je malo, rekel, so upadali v nek tak razvojni vakum, ne, ko tudi ne vemo točno, v katero smeriti. Ampak torej tudi gospodarska zbornica zdaj poziva k temu, k novemu razvojnemu modelu. Ja. Ta program Made in Slovenija je dala kot eno od izhodišč, seveda o katerem se lahko pogovarjamo, ampak želja je narediti nek nacionalni program razvoja, ki bo šel preko mandatov, ne, kot ste rekli. Ampak se mi zdi, da je državni aparat sposoben izvesti nek tak program sprememb. Tako kot vsaka stvar, tako kot podjetje. Ne? Spremembe so težke, ljudje delajo stvari zato, ker smo jih že do zdaj tako delali. Zakaj ste jih pa tako delali, ker so jih pred tako delali? Ja, gledajte, to je change management. Ne? Mislim, gospodarstvo to dela vsak dan, ne? Zdaj mora delati tudi na nivoju države. In zato pa je gospodarska rast samo par procentov na leto. Ne? Kljub novim tehnologijam, ki pridejo,
Ko je prišla elektrika, bi človek pričakoval, zdaj naprej bomo pa dosti večji produkcijo imeli, ne? Elektrika, pa so prišli avtomobili, pa motori. Ne, tam nekje v povprečju 3%. Zakaj? Zato, ker pač preden se neka nova stvar uveljavi, v veliki kompleksni družbi traja dolg časa. In isto je tukaj. Samo to ne sme biti izgovor, da ne delamo, ampak nasprotno. Ko so Napoleon enkrat so tam pač nekje zmagal in rekel, ta cesta je lepa ravna, tle bi rad imel pa drevored, pa so rekli oni, ampak ne, gospod, drevesa raste 40 let, zato pa dajte čim prej začeti. In kle je isto, moramo na tem delati. Torej, čas je zdaj, za te spremembe. Mislim, bil je že prej, ampak če nismo, je pa najkasneje. Je bolj danes, kot pa odlašati. Kaj se vam pa zdi, da seveda bi moralo za večjo konkurenčnost narediti pa seveda gospodarstvo, tudi podjetja. Prej ste omenili, ne samo država, da spremeni neko poslovno okolje, ki bo bolj razvojno, konkurenčno naravnano, ampak seveda tudi podjetja. Umar pravi, več vlaganj v inovacije, več vlaganj v kadre, v znanje, torej neopredmeteno, bi rekel, ta kapital, zato, da bomo lahko naredili ta preskok od dobaviteljev do ustvarjalcev. Poziva celo k menjavi poslovnih modelov. Absolutno. Prej ste to omenili. To Kako vi vidite zadeve? Večja ambicioznost, gledajte, mi Slovenci smo, bi rekel, res simpatični in skromni kot narod, pa tudi kot posamezniki. Če gledate en povprečen slovenski privatnik, kam je cilj? Da zasluži toliko denarja, da ima Mercedesa, zato da mu je sosed fovš, pa da ima jadrnico na morju, pa da že v četrtek lahko gre v Portorož pred gužvo, pa tam 3 dni jadra. Kar je super, ampak za sebe bo poskrbel. Tako sem že prej rekel, en podjetnik niso vsi ljudje podjetni. Zato ne moramo pričakovati, da se bodo vsi ljudje znajdli. En podjetnik se mora znajti, če za tistih 10 ali pa 100 ljudi okoli njega, ki niso podjetniki. Tle manjka ambicioznost. Pa niti ne za lasten denar. Hvala Bogu, da nismo taki, da bi hotel imeti zdaj še svoje letalo, pa ne vem kakšne vile. Ampak ambicioznost, da dajmo ustvariti vrednost za narod, za vse ljudi, da jim pomagamo. V enem izmed pogovorov ste dejali, da mora direktor graditi blagovno znamko podjetja in ne svoje blagovne znamke, ker je danes precej redko stališče, ravno ker, če se navežem tudi na to, kot ste lepo dejali, manjka nam ambicioznosti. Kaj je po vašem danes najpomembnejša naloga direktorja, predvsem v času, bom rekel, zdaj vodenja podjetij v teh časih negotovosti? Torej, tako, cilj, in to je meni en kolega povedal še za časa socializma, naloga direktorja je, da ne dela nič. Zakaj? Da vzpostavi sistem, da najde ljudi in posle, da namesto njega vse to delajo. In ko je to dosegel, to mantro, potem je svoje delo prav. In to je naloga direktorja. Evo, to je to. Direktor mora razmišljati, kaj ne naredim, da mi ne bo treba delati. Ker skozi to razmišljanje bo avtomatično opolnomočil svoje sodelavce, ne bom jaz odločil, da bojo oni jih izobrazil, naučil, da bojo pametno odločali, pa seveda postavil strukturo, ker v kompleksnem podjetju, če jih je več kot 50, pa tako naprej, rabite celo verigo odločanja. Tako da to je po mojem naloga direktorja. Se je vaš način vodenja Kozilaba skozi čas spremenil? Zdaj, če pogledate malček nazaj, ko ste začeli, pa kako vodite Kozilab danes? Ja, gotovo. Mislim, še enkrat, ker smo mi startup, seveda smo vsi vse rešvali. Če pa voda puščala, sem pa jaz, pa če sem ta zadnji, sem pa jaz probal zadih, ali pa pometel, ali pa karkoli. Zdaj se čim bolj učim delegirati. Včasih sem tudi pač mislil, da je moja naloga, ker več vem, ker sem starejši, v glavnem bil tudi to razlog starejši, pa sem imel več kontaktov, da sem vsako stvar komentiral in da ljudem znanje. Zdaj pa raj tudi, če kaj vem, raj ne rečem, pa pustim ljudem, da sami najdejo rešitev, pa tudi, če bi jo jaz mogoče lahko hitrejši ali pa boljši, ampak na ta način se oni učijo in vzamem to razliko kot strošek učenja. Poleg tega, veste, vsak ima toliko močan ego, da misli, da je najpametnejši, v resnici pa mogoče niti ni. Se pravijo, dober vodja v bistvu pusti idejam priti na plano. Po izobrazbi ste fizik, seveda, torej raziskovalec, ampak po drugi strani ste kasneje delali tudi MBA, torej ste šli tudi študirati poslovne vode, menedžerske. Kaj je težje? Biti raziskovalec ali menedžer, voditi podjetje? Absolutno menedžer, namreč zelo preprosto. Narava je sicer kompleksna, ampak je predvidljiva. Skoraj za vsako stvar se da najdete eno enačbo, če pa še ni, pa vemo, pa verjamemo znanstveniki, da jo bomo najdli. Einstein odkril teorijo relativnosti in zdaj to imamo. Ljudje so pa popolnoma nepredvidljivi.
Tako da jaz se zmeraj v hecu rečem, če ne bi ljudi bilo vse lažje. Je bilo težko narediti ta prehod od raziskovalca do, bom rekel, podjetnika, predvsem pa menedžerja? Absolutno. Jaz tudi sebe nimam za menedžera. Jaz sem podjetnik, pa lider, nisem pa menedžer. Je velika razlika. Lider je nekdo, ki zna ljudi motivirati, pa neko vizijo dati. Menedžer je pa človek, ki zna vsak dan, pa vsak teden delati z ljudmi in pomaga tem ljudem, da postanejo še boljši, kot so. Da njihove napake minimizira, pa da jim celo umakne, da jim hrbet krije, pa reče: Lojze, tle nisi dober, tega ne deli, kles pa dober, to pa boš deli. In to je kar, bi rekel, zahtevno. Tudi cel kup prijateljev, ki so delali v velikih strukturah, pa bili uspešni menedžerji, pa enkrat, ko jim uspe, zelo radi potem pustijo to službo, pa grejo za svetovalca. Zakaj? Ker svetovalci je tako, kot stari starši, kadar te veseli, se ukvarjajo z otroki, ki se pa pokakajo. Ni moj problem. Glede na vaše izkušnje, bogate, ki jih imate, katere so bistvene lastnosti, kompetence, recimo, ki jih danes nek sodoben vodja za vodenje, bi rekel, ekip ali pa tudi podjetja potrebuje? Mislim, da so zelo različne, ker imate tudi zelo različne management stile. Nekateri so močni vodje, močan ego in so uspešni zaradi tega. Steve Jobs, če gledate, Elon Musk ali pa tako naprej. Pa tudi v Sloveniji imamo take primere. Potem imate pa ljudi, ki so relativno tihi, ki pa dajo več opolnomočene ekipi in znajo ta prav trenutek, ta pravega kolega v ekipi motivirati. Vse to, če gledate, Apple je najbolj uspešen bil po tistem, ko Steva Jobsa ni bilo več, ne novih idej, ampak dejansko, kako so skalirali, je pa Tim Cook bil zelo, zelo uspešen pri tem. Tako da ni enega recepta. Jaz mislim, da najbolj važno je to, da človek mora biti avtentičen. Ker če nisi avtentičen, boš imel sam težave, pa še ostale te bojo pogruntali. In pač moraš prilagoditi firmo tvojemu načinu vodenja. Zato se tudi dosti zgodi, ko pride nov direktor, zamenja cel C-level pod sabo, ker pač s tem lahko delam, s tem pa ne morem delati. In mi ga še to bom povedal. Timsko delo je, ko se reče, overrated po angleški. Precenjeno. Koncept timskega dela je precenjena. Dostikrat se reče, se išče timsko delo zaradi timskega dela samega. To je tako, kot da bi rekli, mi ne rabimo Dončiča, mi rabimo 5 nekih povprečnih košarkašev, ki so pa dober tim. Ni res. Tudi vsak mora performirati. To je to. Ideja timskega dela je, da vsak posameznik ustvarja, timsko je pa to, da se zmenijo, kdo bo kaj delal. Ti si dober za to, boš to delal, ti si dober za nekaj drugega, boš nekaj drugega delal. Ne pa, da vsi skupaj sedimo za eno mizo, pa brainstormamo, pa modrivamo, kako bi mogli biti, če bi. In klen dober vodja se izkaže, lahko, ker posede ljudi za mizo in potem ugotovi, ta zna to, da temu besedo, se bo pa ti, zdaj pa ti nekaj pove. Tako da tim, mogoče za mene vsaj en dober menedžer pa vodja, je v bistvu tako kot športni trener pa coach. Ni on tisti, ki zabija gole, on mora vedeti, kdo kdaj, v katerem trenutku, v katerih okoliščinah je to prav. In kdo je dober, in da se stavi raznolikost teh znanj. Potem pa pazi, da se ne bo med sabo skregali, ker to je spet problem, da imamo 5 egatov za mizo. Vodje so vsi, imajo močan ego, če ne bi bili vodje, da glavni direktor pa zdaj paziti, da te egote usmerja k rezultatu, ne pa v medsebojne bitke. Tako. Kaj je bila vaša največja napaka kot vodja, če malo pogledate nazaj? Največja napaka, torej, kaj vas je nekaj naučila? Življenje je ena serija samih napak, ena za drugo, in pa umreš. Po drugi strani pa pravijo, izkušnje so tiste napake, ki si jih zapomnimo. Tako da skozi napake se učimo. Po moja največja napaka je ta, da sem relativno naivno razmišljal, da če boš dal ljudem odgovornost, da se bojo odgovorno obnašali. Tako da mi smo, ko smo rasli kot startup, sem imel cel kup mladih, zagranih, bristih ljudi okoli sebe. In seveda, ker smo rasli, je nekdo mogel biti vodja, valjda pač, ti si že tukaj zraven, veš, zakaj gre, boš ti vodja, pa novo ljudi zaposlujemo. In se je pa izkazalo, da nekatere ljudi je ta odgovornost celo, spravila v neko depresijo, ker so se čutili odgovorne, pa niso imeli občutka, da imajo dovolj moči. Torej ta razlika, nekaterim je šel ego skozi streho, pa so pol svoje zadeve delali. Jaz bi mogel kot menedžer poiskati, kater človek se obnaša odgovoren, ima to oseb, potem mu pa dati odgovornost. Tako. Torej, kadri so eno od največjih izzivov tudi menedžerja. Ste dejali, vi zaposlujete le vrhunske strokovnjake različnih generacij, različnih profilov.
Imate izziv pridobivati kadre, jih privabljati v Slovenijo za zelo specifične profile, ne, zahtevne? Zdaj, tako, znotraj Slovenije smo Na kakšen način jih privabljate? Mlade ljudi, mislim, da smo tukaj kar v redu, ne, ker imamo le tak dober employer branding, ne, tako da FMF, ne, fizika, matematika, računalništvo, elektron, tako naprej, dobivamo ljudi. Ne. Težje je že dobiti menedžerje, zato ker v Sloveniji primanjkuje, torej menedžerji, ki so tehnološko sposobni, ne, in je tudi kar bitka na trgu, in zato so tudi plače relativno visoke, višje, kot se ljudje mislijo, pa raje ne govorimo o teh plačah. Te ljudi se mi zdi, so kar tako konkurenčno plačeni. Ne. Zdaj, najtežje pa se je pridobiti eksperte, ki jih je relativno malo v naši niši, ker jih je v svetu samo na par. Ne. In zdaj, kako enega tujca pridobiti, da pride v Slovenijo, ne, mislim, že ljudje se ne radi itak selijo, ne, pol, ker je Slovenija, ker ima slabši brand, ne, mogoče pa ne bi, ali on bi še, pa žena ne bi, pa žena bi, pa on ne bi in tako naprej. Ne. To, ne, pa seveda tem ljudem pa treba dati konkurenčno plačo. Ne. In logično, zdaj, če hoče imeti primerljivo neto plačo, tisto pa potem rata drago. Ne. In zdaj govorimo o tej socialni kapici in tako naprej. Ne. Tako da to ne bo kaj pomagalo. Ampak drugi se tako, če je ta človek vreden, pa mi pripelje milijon vrednosti na leto, ne, ja, pa ga lahko tudi $500,000 plačamo v končni fazi. Ne. Tako da to jamranje, da noben ne bo prišel zaradi visokih davkov, ni res. Ne. Samo mi pač treba toliko več plačati, da bomo imeli ta prav neto na mizi. Pa verjetno tudi kultura podjetja je pomembna, ne? Ni vse samo v plači. Ne, kultura pa izziv, ne, mislim. Ja, tako. Mi rečemo, prid sem, bomo naredili najboljši ta Plan One, najboljši software na svetu, si pripravljamo sodelovati pri tem. Logično, ne, izzivi so to pravi. Ne. Z uspešnim podjetjem, ne, so vedno tudi osebne zgodbe, pa zaključujem mogoče še malo bolj s tem osebnim vidikom vašega življenja. Katera življenjska izkušnja je v bistvu na vas najbolj vplivala, na vaš pogled na delo, na, bom rekel, podjetništvo in ne nazadnje na odgovornost, o kateri veliko govorite? Ne? Jaz bi rekel, starši, učitelji, mentori. Sprot, ko si mlad, se imaš za najbolj pametnega, pa kva starši govorijo brez veze in tako naprej. Ne? Tako, meni je oče marsikatero stvar povedal, takrat, ko sem zdela brez veze, pa zdaj jaz isto stvar govorim mojim otrokom, pa še rečem, sej vem, da mi vi ne boste verjeli, ker tudi jaz mojemu očetu nisem verjel, ampak ne. Bo prišlo na moje. Vsem povem, da boste pol mogoče se spomnili, kaj sem rekel. Ne. Tako da jaz sem imel res srečo, no, tako da jaz sem sicer tako znanstveno smeren človek, ne, ampak neka kombinacija. Oče bil tudi, on je bil ekonomist, no, trgovec, ne, in prodajalec, ampak sem očitno od njega tudi ta žilico ali že dobil, ne, v genih ali pa se skozi njega naučil. Ne. Imel sem nekaj fantastičnih učiteljev in učiteljic v osnovni in v srednji šoli, ne, ki so mi res pomagali. Moj mentor pri doktoratu, recimo profesor Karnel, kjer me je učil ne samo fiziko, ne, ampak dejansko smo bila toliko skupaj, ker sem potoval v Nemčijo, sem tam delal doktorat, ne, sva na poti tudi imela, sva govorila marsičem, ne, veliko teh življenjskih moralo, etiko, se mi zdi, to sem se tudi veliko naučil od in staršev in učiteljev, ne, biti pošten, ne. Jaz mislim, da cilj gospodarstva, ne, ni to, da maksimiziraš profit, kot zdaj bi rekel ta shareholder value in tako naprej. Ne. Cilj gospodarstva je to, da ustvariš vrednost za sebe in za družbo. Ne. Zdaj, a imam jaz 100 evrov več ali pa manj, ne, važno je, da nisem lačen, ne, pa da živim komod, pa da mi ni treba denarja razmišljati. Toliko moram zaslužiti. Ne. Vse ostalo več je pa presaravanje. Ne. No in ta občutek se mi zdi, ta mogoče že malo stoičen način razmišljanja, ne, tega sem jaz veliko dobil od bi rekel okolja, v katerem sem gor zrastel, in to sem izjemno hvaležen. Je pomembno, da ima človek tudi ne nazadnje menedžer, ne, mentorja. Absolutno. Lejte, kaj je sploh smisel življenja? Smisel življenja je to, da ti živiš v eni skupnosti, ne? Da imaš družino, da imaš otroke. Ne? Mi, ljudje, kot edina zvrst, ne, imamo tudi stare starše. Imajo posebno funkcijo. Ne? Živali nimajo, ne, pa se rodijo, čas od mame skrbijo, hranijo, ne, sesalci, pa grejo. Ne? Mi imamo pa stare starše, ki imajo neko posebno funkcijo. Ne? Zakaj? Zato, ker predajemo znanje. Ker predajemo znanje ne samo tehnično, ne, ampak tudi o odnosih, kako se z njimi ukvarjati. Mi smo socialna bitja, ne, in to je ključno. Ne. Na koncu, da si vpet od spodaj gor, ne, da imaš otroke, kjer jim znanje daš naprej, pa si vesel, kako rastejo, ne, pa da imaš svoje stare starše, ki ti dajo znanje, pa izkušnje, vrednote. Ne. To nas ljudi in to je smisel življenja, ne biznis. Ne. Biznis je stranski produkt, ki nam olajša, pa ki nam našo ambicioznost kanalizira v nekaj koristnega. Bo zanimivo slišati, kaj je za vas uspeh? Na kaj ste v življenju najbolj ponosni? Na družino, absolutno. Ne.
Mislim, da je Konfucij rekel, ne, da takrat moški, ki so bili pač tako bolj patriarhalni, ne, moški mora spočeti sina, mora napisati knjigo in posaditi drevo. Evo, na to sem vse naredil, ne. Tako da sem ta svojo pravo. Torej, ste dosegli svoj uspeh. Svoj dom ste našli na Krasu, ne? Tja se z veseljem tudi vračate, tako kot ste rekli, ste oče, mož, ne? Kako usklajujete družinsko življenje in verjetno zelo intenzivno podjetniško plat življenja, veliko tudi potujete? Kako vam to uspeva? Zdaj tako podprl, jaz sem eno samo življenje, ne znam ločiti na privatno in službo. Jaz živim 14 ur na dan in to sem jaz. Ne? In pač probam narediti stvari, se ukvarjati s stvarmi, ki me veselijo. Ne? Tako da, če me vi sred noči pokličete, ker je nekaj nujnega, bom dvignil telefon, ker vam zaupam, da veste, zakaj me takrat kličete. Po drugi strani, je pa moja mama, ki ima 90 let, 91, bolana, bom pa tudi en dan si vzel frej, pa bom peljal k zdravniku, recimo. Tako da probam balansirati, probam narediti, ker je treba, ne pa ločiti od vsem tako, potem pa tako. In se vidim, da sem kar uspešen. Mislim, da to je pomembno vsaj za mene, ker da sem celovit človek. Samo biznis, samo uspeh v biznisu brez družine ni pomembno. Ne? Samo biti v družini, brez da bi kaj koristnega naredil, za družino pa tudi nima smisla. Ne? Tako da jaz sem že, ko so bili otroci majhni, sem veliko delal doma in smo zjutraj skupaj vstali, skupaj pozajtrkovali, so šli otroci v šolo, pa hitro šel pa delo. Ko je bilo šole konc, sta pa šla domov, no, sem jih pričakal, ko je bilo v šolici, skupaj jemo kosilo, pejte dela domačo nalogo, jaz hitro delam, pa smo se malo skupaj igrali, pa sta se sama igrala, zvečer sem jim povedal pravljico za lahko noč, tam do enih, ki so bila stara 10-12 let, vsak večer. Potem, ko sta zaspala, hitro nazaj, pa še 2 uri tam do polnoči, ki je delo. Tako nekako sem probal najti ta pravo ravnovesje. Pa se mi zdi, da mi je kar uspel. No? Kam se Mark najraje umakne, ko išče vir energije ali nove navdihe? Torej, jaz sem introvertiran, čeprav mogoče tega ne kažem, ne? Vsi me imajo za ekstravertiranega, ker veliko govorim, ne? Ampak jaz dobim energijo takrat, ker sem sam, ne? V naravi, tako da Kras je za mene lih idealno, ne? Jaz tam šibam okoli po svetu, avione, letala, ne vem kaj, ne Tokio, nebotičniki, ne vem kaj. En dan, 2 dni doma na Krasu, že pozabim vse, kaj je bilo. Tako ti spokojni mir, narava, kamniti zidovi, rad hodim na sprehode, pa občutek, ne, da sem doma prženi, da so skupaj, da se maramo, in da se že 40 let se poznajo, pa so še zmeraj zaljubljeni, recimo. Ne. To tudi ta odnos. Ne. Otroka rada prijeta še nazaj na obisk staršem. Ne. To je to po moje, kar da človeku občutek, da si, ko se reče, zaokrožen človek. Če bi danes lahko dali nasvet takrat 25-letnemu Marku Plešku, ne, kaj bi mu danes s to modrostjo, s to izkušenostjo dali kot popotnico za življenje? 2 odgovora dal. Prvi odgovor je ta, da če bi vse vedel, kaj me čaka, ne bi šel v to. V to, ja. To je tako. V drugem sem bi pa zdaj rekel, daj probi pet še enkrat, pa ne poslušati, ker na koncu živiš do smrti tako ali pa drugače. Zdaj lahko tam nekje čepiš, pa nič ne delaš, lahko pa ta čas, ki ti je dan, ali od narave, ali od Boga, kakor hoče, za nekaj koristnega uporabiš. In to se mi zdi, to je tisto, kar mene motivira. Saj smo mi bogata družba, pa bi lahko nič delal celo življenje, pa bil penzionist celo življenje, pa delal stvari, ki te zabavajo. Jaz mislim, da raj deli stvari, ki te veselijo in za katere ti ljudje so še pripravljeni kaj plačati. Najdi si tako službo, tako delo, ker 80% si vesel, si zadovoljen, 20% je pa zmerno treba nekaj narediti. Se tudi, če dobro ješ, moš pol kasneje na stranišče, nič ne pomaga. Ampak evo, vsaj 80% bi mogel najti zadovoljstvo v življenju in da si hkrati koristen za družbo. Ker to vsem da človeku občutek, izpolnjenost, da si koristen za družino, za širšo družbo, za svet. Mi imamo srečo, da delamo stvari, ki so tako svetovno zanimive, pa prispevamo k znanosti, vse ne veliko, tudi brez nas bi vse naredili. Ampak rečeš, nekaj sem pa jaz za to naredil, zraven rak, zdaj so obsevali enega pacienta, pa je naš software bil zraven, tudi če ne bi bil, ampak nekaj smo naredili. Evo, ta občutek, da si koristen. To je po mojem to, kar da človeku smisel. Kakšni so načrti za prihodnja leta? Tako s podjetjem Kozilab, kot ne nazadnje za vas osebno? Jaz bi rekel tako, jaz bom probal naprej delati stvari, ki me veselijo, dokler bom lahko, in če me za to plačajo, in če za to še nek dobiček ustvarim na trgu, če za to firma raste, super,
Če ne, če bojo pa kolegice ugotovili, da nisem več ta prav, me bojo pa tako pomalem simpatično dal na stranski tir, ne, oklele si vice president, pa lepo sobo, pa fikus, pa da je sam, da je mir, ne, recimo tako, ne. Z tega vidika, ne. Za podjetje kot tako, jaz sem ambiciozen, ampak ne zase, ampak pač za skupino, ne, tako da jaz bi si že želel, da bi nekaj nogo odkrijemo, da še kot firma rastemo, ne, in pa sve zmeraj težje, ne, ker si startup majhen, lahko hitro najdeš najboljši ljudi okoli sebe in nekaj delaš, ne. Zdaj, kaj je večja firma, kaj je bolj greš k povprečju, ker enostavno ne moreš samo najboljši ljudi zaposlovati, ne. To pomeni, da rabiš dobre sisteme, dobre procese, vsaj dobre menedžerje, ne. Evo, in to bi rad mogoče še niti ne sam naredil, ampak opazoval, kako kolegi in kolegice delajo na tem, ne. Zdaj smo v zadnjem še leto smo popolnili management strukturo z tudi nekaj zunanjih ljudi, torej ne tista moja teorija, ne, da od spod gor pa da najboljše zberemo, ne, ampak tudi izkušene zunanje menedžerje smo pridobili, mogoče mogli še 1-2 dobiti prav iz tujine, pa ne zaradi tega, ker je tujina boljša, ampak iz te specifične niše, ki v Sloveniji ni, ne, tako da bi lahko na koncu rekel, zdaj pa lahko Kozilep dela brez mene, ne, jaz pa sam pridem se slikati na fotošute, pa tako malo na take podcaste, ljudem pamet soliti. Je kakšen privaten projekt, želja, ko boste nekoč tudi zapustili še vice president, rekel pozicijo in rekel, ok, dovolj je bilo, ustvaril sem, kar sem, zdaj pa je čas morda še zame, za družino. Je kakšna stvar, kakšen hobi, nekaj, kar odlašate? Ne, jaz se trudim ne odlašati. Jaz trudim tako živeti, to je že ti to rekel, ne, kako živimo, kot da bo 100 let mira, bodo pripravljeni, da bo jutri vojna. Ne. Skratka, jaz tako bi rad in sem se trudil zmeraj tako živeti, ne, da nekako polno živim življenje. Če pride danes smrt meni, rečem, škoda, ne, lahko bi še, ampak ni mi žal, ne pa tisto, daj mi še 1 leto, da končno tisto naredim, kar prej nikoli nisem mogel. Ne. Tako da ni mi nekih hudih ciljev, da takrat, ko bom pa frej, bom pa nekaj delal. Sprot, ko bojo stvari prišle, jih bom delal. Ne. Tako da sem srečen človek, edino to lahko rečem, no, da v bistvu ne delam 100 stvari bi rad še delal, ki jih nikoli ne bom, a pa če jih bom, ne, ampak tudi s tem, kar delam, sem čisto zadovoljen, naravni, ki zdaj, kar bi čakal. Ne. To sem pa veselil, če bom imel kakšne naučke, to pa, hvala Bogu, ne, zato pa jaz pravim, to pa smisel življenja, da imamo majhne otroke in tako naprej. Ne. Ampak to prišlo samo od sebe. Tako. Marko, morda za konec samo še vprašanje, ki ga praktično zastavimo vsakmu gostu, ne, torej, če bi vas prosil za recimo 3 nasvete, ki bi jih dali podjetnikom, vodjem, ne, torej, ki želijo zgraditi neka uspešna podjetja, kot je Kozilep, predvsem v času teh sprememb, kaj bi jim svetovali? Katere 3 stvari? 3, ok, dajmo premisliti. Jaz bi rekel, prvo, ne si dati umetne meje. Ne razmišljaj, da si iz Slovenije ali pa iz Štajerske ali pa iz Evrope, ne? Razmišljaj, da si globalno podjetje. V resnici svet je tako povezan, te meje, dobro, tam pokažeš potni list, pa je fertik. Ne? To je prvo, to je najbolj važno. Ne? Tako, tudi če si nek privatnik, pa tudi če si frizer, recimo, ne, razmišljaj, ok, kako bi jaz čim večjo klientelo dobil. Sej ne bom rekel, zdaj bom pa jaz samo na tej strani Ljubljane strigu, kako bi pa lahko dosegel, da prijajo tudi v drugih mena. To je prva stvar. Ne. Druga stvar je, nobena stvar ne boš sam naredil, obkrož se z pametnim, sposobnimi ljudmi. In to je sploh za podjetnike zelo težko, ker podjetniki morajo imeti hud ego. Če ne bi bili podjetniki, podjetniki gre glavo skozi zid. Ampak ta ego se potem lahko sprevrže v osebnostni ego. Torej ne samo, da premagamo viro, ta ego je zdrav, ampak tudi ta, da jaz nadvladam ljudi okoli sebe. Ta ego se moramo ga bomo zmeraj imeli, ampak vsaj racionalno ga probati omejiti. Da ga obvladuješ. Torej, saj jaz bi rad bil boljši od tebe, ampak ti tega ne bom pokazal. Magari tako, tako. To je ta drug, bod pošten. Ne optimirati na denar, optimirati na rezultate in še to, tudi če si danes 100 evrov več zaslužil, a pa tudi milijon več zaslužil, mislim, da ni vredno zaradi samega sebe, da izdaš svojo moralo pa svojo etiko. Na koncu je važno, ko boš umrl, da rečeš, lej, sem bil dober, sem bil slab, to mi je ratal, to mi ni ratal, ampak bil sem dober človek. Mark, hvala lepa v bistvu za tale pogovor in za to lepo zaključno misel. Mislim, da je to en od vidikov, ki ga še nismo slišali, pa je danes nekaj tudi drugačnega in seveda uspešno delo, tako osebno kot seveda za samo podjetje Kozilep in še kakšen, bom rekel, nov tak preboj, kot ste ga nedavno razkrili javnosti. Hvala vam pa tudi GZS, da boste s tem Made in Slovenija 2035 imeli čim več posluha, tako v politiki,
vladi, kot tudi pri podjetnikih, da bomo to pa skupaj uresničili. Tako, samo skupaj nam lahko uspe. Ne? Ja. Hvala lepa in srečno. Hvala vam.